Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes Katarina Raičevič. Zdravo. Živjo. Zdaj, preden se midva malo spustiva v tvojo življenjsko pot, pa pokukava v tvoje možgane, bi te jaz zelo rad predstavil našim poslušalcem. Ker se mi zdiš res izjemna posameznica in mislim, da moja predstavitev zdaj bo to tudi dokazala. Se pravi, po izobrazbi si diplomirana pedagoginja in profesorica sociologije. Zdaj, tvoja kariera je bila zelo zanimiva, tudi zelo uspešna in v bistvu gre še kar proti vrhu. Bila si 2 leti v IBM-u, v Microsoftu 8 let, kjer si zamenjala 7 različnih funkcij. Zdaj si v Bisnodu, kjer si bila najprej vodja SME prodaje za južne trge, zdaj si vodja korporativne SME prodaje za jugovzhodno Evropo, kjer pokrivaš kar 7 trgov. Tako tukaj se bo pa tudi malo fokusirala na kako vodiš, motiviraš. Bila si zlata maturantka, imela si Zoisovo štipendijo, dobila si Prešernovo nagrado in v bistvu imaš tudi zelo zanimivo diplomsko delo, katerega se bova tudi dotaknila, homoseksualnost in religija. Trenirala si košarko, odbojko, tako da si v bistvu tudi športnica, postala si inštruktorica aerobike. Rojena si 18.4., takrat, ko je umrl Einstein, kar je noro. Upam, da je kakšna povezava. In pa tole mi je bilo super, ker si rekla, da verjameš, da smo vsi ljudje najboljša verzija sebe v danem trenutku in da ima vsak v bistvu neko možnost za osebni razvoj in da se stalno izobražuje. Daj mi povej, preden začneva zelo podrobno, mene zanima, kakšna je bila Katarina v gimnaziji? A si bila zvedava, si se rada učila, kakšna si bila? Daj mi malo povej. Somebody would call me a nerd. Odličnjakinja, šola mi je bila res prioriteta. Sem pa nekako od ponedeljka do petka, res, jaz sem zelo veliko vlagala v šolo. Mogoče bi kdo rekel, da sem iskala neke potrditve, dejansko, zato je bilo pa toliko dobrih ocen. Drugače pa tudi zelo rada sem pomagala drugim, imela sem tudi nekako svoje inštruktorske krožke, ne vem, kako jih to poimenujem, za matematiko, kjer smo pol bili zbrani, pa sem jim pomagala, sem tudi dobila pol priznanje od šole za pomoč sošolcem. Med vikendi, potem, ko sem bila že malo starejša, smo pa radi žurali. Tako da se spomnim enega pogovora z očetom, ki mi je rekel: "Lej, kakšne imaš črne kolobarje izpod očmi, ne moreš oboje. Zdaj učiti se non-stop od ponedeljka do petka, potem pa še vsak vikend žurati, daj mogoče malo tole zmanjši." Tako da ja, meni je bila šola kar pomembna, jaz sem uživala v tem obdobju. Po 18 letih sem spoznala partnerja, s katerim smo še danes skupaj. Super. Že to 17 let pa pol. Tako da moram reči, da je bilo tako zelo zanimivo obdobje. Daj mi povej, se pravi, rekla si, da si že v bistvu nekako v otroštvu združevala ljudi, povezovala, si bila v bistvu že nekak lider, že v zelo zgodnjih letih. Pa je že v vrtcu. Tako mi mami prav. A si ti zmeraj imela neko željo po tem, da bi delala v večjih korporacijah, da bi vodila ekipe, v bistvu tudi, da bi delala v korporacijah, ki so mogoče bolj mednarodno usmerjene? O tem niti nisem razmišljala zelo direktno, dokler nisem v času absolventskega staža šla delati na IBM. Še na začetku sem imela konflikt sama s sabo, kako kot sociologinja greš delati v ameriške korporacije. To je bil takrat še moj mindset, ki je bil enoznačen, sociologi pa ameriške korporacije so izključno samo za profit in tako naprej. Vedno sem imela željo po tem, da nekaj ustvarjam, da imam nek doprinos, pa da imam svoj glas. In tudi, ko sem začutila, recimo pri kakšni funkciji ali pa pri kakšni tudi podjetju, da enostavno nima več svojega glasu, sem jaz vedela, da pač ne mora več fitati v to okolje. In glede na to, da močno verjamem v to, da vsak mora biti odgovoren za svoje življenje, pa se moraš ti odločiti, ker sistema ne moreš spremeniti, da je mogoče pejdi pol v kakšen sistem, ki ti omogoča, da imaš svoj glas, da tu dejansko delaš svoje poteze in vidiš sadove svojega dela, ki niso pač vedno najlepši. Ker tudi narediš kakšno stvar v dobri veri, pa so rezultati popolnoma kontra temu, kar si hotel doseči. Mi pa je to krojilni način vodenja, če malo povežem z vodenjem, da ne šla mogoče kot sociologinja preširoko v tem podcastu, da rada tam ljudem občutek, da imajo svoj glas, da so del res tima.
Ne maram teh nekih hierarhičnih distinkcij, da se moramo pa vikati, ali pa če sem jaz na določeni poziciji, morajo me vikati ali kaj takega. Jaz v take stvari ne verjamem. Verjamem pa v respectful komunikacijo, res spoštljivo komunikacijo, ki mora biti na vseh nivojih. In jaz sem vedno svojim ljudem govorila, moj način komunikacije, tako kot danes govorim proti svojim ljudem, govorim proti svojim strankam, govorim proti svojemu direktorju ali pa njegovemu šefu. In na koncu dneva govorim tudi proti vsakemu posamezniku, ki ga srečam. In to je tista pristnost liderja, ker tvoja kredibilnost je ob 8 zjutraj ali pa ob 8 zvečer, kako boš odigral, kakšen boš imel impact na ostale. In ta dati ljudem občutek in tudi dati jim to vrednost, imajo svoj glas, da so slišani, da so videni. Hkrati tudi z jasnimi pravili, kaj se pričakuje, da recimo jaz izredno ne maram pritoževanj, ker sama imam mindset, da če sem pritoževala, bom sam kopala sebi, bom luknjo. Usmerjati jih v išči rešitve. Lahko imaš konstruktivno kritiko, dajmo poiskati rešitve, išči rešitve. To je tisto, ko potem ljudi zaveže v to, da vejo, del sem nečesa večjega in s to soustvarjam. Ko to enkrat kot lider uspeš doseči, pa če ti podjetje to omogoča, da dosežeš, pa dejansko lahko delaš čudeže z ljudmi. Ker ti sam, jaz vem, da so targetov, pa pač vodim prodajo, jaz sama targetov ne bom naredila, meni je to popolnoma jasen. Jaz moram svoj fokus usmeriti na ljudi, pač vodim vodje in te vodje na svoje ljudi, da smo najbolj uspešni v danih momentih na trgih, ki jih pokrivam. Zdaj, jaz imam toliko enih vprašanj zate, greva kar malo v drobovje. Se pravi, ti si rekla, da ima res vsak, da ti je zelo pomembno, da ima vsak svoj glas, da je vsak posameznik slišan, da dejansko k tebi prihajajo bolj z rešitvami, ne z nekimi, kako bi rekel, problemi. Tako da mene zanima, kaj ti sestavljaš ekipo. Se pravi, ti imaš zdaj ekipo vodij, ki imajo v bistvu svoje podrejene, svoje ekipe. Kaj ti je pomemben pri teh osebah? Ko zaposlujem, jaz gledam eno stvar in to je mindset. Izkušnje, CV, jeziki, to vse pride zraven. Je res, da so določene karakteristike, ki jih moramo vzeti v zakup, če rabim človeka na poziciji, ki mora govoriti angleško, vem, da ne morem si privoščiti zaposliti nekoga, ki ne govori, ker bo predolg časa trajalo, da on osvoji angleški jezik na tem nivoju. To mi je pač jasno, ampak ta filtracija se že prej naredi. Pa sem pa izredno pozorna na mindset. In iščem ljudi, ki so pozitivci, ki dejansko imajo tudi common sense, zdrav pogled na posel in na življenje, ki so tukaj, da bodo iskali rešitve, ki grejo tisti ekstra mile. Bili danes sem imela prej, preden sem prišla k tebi, en sestanek z vodji pa mentorji v 4 državah, na tej južni trgi, in sem rekla, mi smo pač gradim Ligo šampionov. Jaz ne delam s povprečnimi, včasih moram biti tudi kot trener, pomeni, da imam včasih tudi kakšno šarf, pa tudi kakšno furtko, strong motivacijsko. Mogoče mi to malo ostalo od, vodenja aerobike, ker sem se tam drla, motivirala 20 ljudi, da so dali svoj maksimum. Ker močno verjamem v to, da večina od nas dostakrat se ujame, da smo v comfort zoni. In jaz pravim kot lider, in to vsakemu posamezniku tudi povem, moja naloga je, da prepoznam tvoje potenciale s svojo pomočjo. In da te drivam proti tvojim potencialom, da te motiviram, da te včasih mogoče mama, ptiča malo brcnem iz gnezda, da greš proti svojim talentom in potencialom, ker ko boš enkrat prišel do tja, to je kot hoja po stolpenci. Ko priješ ti v prvo nadstropje in to tudi svojim skozi govorim, to moraš povedati, ko hodiš, pa ne vem, kje sem to prebrala, to ni na moje zeliko zrastel, ko hodiš po stolpenci, ko priješ v prvo nadstropje, ti imaš domet vidika sam do nekje, In potem se vzpenjaš naprej in tebi se širi obzorje. Ti dejansko vidiš veliko več, kot si prej verjel. Tvoja realnost se širi, tvoja slika se širi, tvoj mindset se spreminja. In potem priješ na vrh stolpence in misliš, da si zmagal, In potem se obrneš in rečeš, tam je pa še 10 drugih stolpenc, ko so višje. Ampak ko ti prehodiš to pot, tebi v bistvu in greš čez te hikape in se malo spotakneš, pa mogoče včasih malo padeš po stopnicah dol, pa moraš spet iti na to pot. Ampak ko te enkrat osvojiš ta prvi vrh in vidiš, da so še drugi, potem ti rata to izziv, pozitivni challenge. Šla bi pogledati zdaj še v drugo stolpenco. Sam ljudje se ponavadi ustrašijo teh prvih failov, pa prvih hikapov, ker niso mogoče tudi naučeni zdaj, ali pa ne upajo. Jaz pravim, takoj bi podpisala, da damo predmet v šolo
življenje, kako živeti, kako handlati stres, kako biti srečen, kako skrbeti za svoje psihofizično zdravje, vesolje, spiritualistične, vse take, da ljudem malo širiš obzorje, ker ko pridejo potem v težavne situacije, da znajo to shendlati in da se prvič tega ne ustrašijo. Daj mi povej, kakšno je tvoje mnenje kot vodja glede recimo izzivov ali pa napak? Ker jaz sem absolutno mnenja, da iz napak se največ naučimo in določene napake je dobro, da se naredijo, ker pol vemo, da ne gremo v tisto smer, ampak gremo v pravo smer. Tako da kako ti v bistvu komuniciraš pa spodbujaš ekipo, da recimo inovirajo, da delajo napake? Ali pa recimo raj temu mogoče, da se učijo, da dobivajo izkušnje? Najprej je, da jim daš občutek varnosti. Da narediš okolje, kjer ljudje vejo, da lahko tudi fejlajo. Zdaj pa, pri fejlanju je tako. Spodbujam fejle, od katerih se lahko naučijo, preprečam pa one fejle, ki bi imeli res, da se z glavo v skalo zabije, ki bi res škodovali mogoče pol podjetju in tako naprej. In tu mislim, da kot vodja, ko imaš ta visibility, ta nek pogled, lahko tudi preceniš. Raje ne bom pustila, da si človek glavo na skali razbije, ker ne bo nič nobenega learninga dobil, samo strašil se bo, pa še škodo bo naredil recimo biznisu, podjetju ali pa segmentu. Če so pa kakšni manjših, pa kar malo tako brcnem, zato da sproba. In dostikrat pridejo po nasvet, pa jim dam malo nasveta, pej, pa mi povej, kako je bilo. In zelo veliko jaz delam na tem, da je konstanten ta feedback, jaz imam konstantne 1-na-1, mi nimamo letnih razgovorov ali pa polletnih. Jaz imam z določenimi ljudmi v ekipi enkrat na teden redne sinke, z določenimi enkrat na 2 tedna, z določenimi enkrat na 3 tedne. Konstantno smo v sinku, ampak to pomeni, da se midva usedeva za pol ure in se samo pogovarjava o tebi. To ne pomeni, da ti meni ne pošlješ maila, da se kdaj ne slišva, da se vmes ne ujameva. To je vse normalno, ampak takrat je fokus nate. Takrat se jaz vzamem prav čas zate. In to so mi dostikrat rekli ljudem, da jim je neverjetno, kako ne glede na to, kakšna je funkcija in koliko je obsežna, vedno najdem čas za njih. Ampak na koncu dneva, to je moj job. To je moja naloga. Pri napakah pa tudi, če se vrnem na začetek, kar sem govorila, ko ti vzpostaviš to občutek varnosti pa varno okolje, pa začneš spodbujati. Zame ni nobena ideja crazy. Jaz imam ful rada out of the box ideja, res to se vidi mogoče po izobrazbi. Tudi jaz, ja. In jaz sem sama vedno govorila, vedno bom vse crazy ideje z veseljem bom sprejela. Tako, da best, najprej svaka ti čas za pogum, ajde da vidimo, če lahko to zdaj apliciramo, ali res toliko preveč out of the box, da mogoče delček te ideje zdaj vzamemo, tukaj je pač ta filter, moram imeti kot vodja segmenta, pa mogoče kaj bi pa lahko v prihodnosti naredili z te ideje. In potem vidiš, da se začnejo odpirati. In tudi vprašanja, jaz jih spodbujam tako, da si upajo vprašati, ker sem opazila, da marsikdo ne upa vprašati, ker ima tisto percepcijo, zdaj bom vprašal, pa bom izpadel, da sem neveden. In se spomnim, ko mi je ena rekla v moji ekipi, koliko je bila pač navdušena, ker smo imeli skupni sestanek z enim analitikom in sem njemu rekla, daj ti to meni razložiti kot Fordamis, ker iz tega področja res ne razumem. Jaz nisem doštudirala ekonomije. Daj mi razloži Fordamis. In ona, če lahko ona reče, se jaz tudi ne vem. Ja, daj razloži. In to je, da daš ljudem ta občutek varnosti, tudi jaz ne vem vsega. Močno pa verjamem, da so določeni razlogi in jaz vedno rečem tem svojim, vesolje nas je pač dal v isti moment na isto mesto, da ustvarimo nekaj fenomenalnega. In zdaj bomo to ustvarili in bo bolel in včasih bo res huge pressure, ampak outcome tega bo toliko močnejši, da se bo splačal. Dajmo zdaj to izkoristiti. In so ljudje med sabo v teh 7 državah, ki gledam, res dobro funkcionirajo. Meni je pa na cilj, da dihamo isti zrak, da imamo iste cilje. In če malo vizualiziramo kot vodenje, jaz sem sebe nekako tako videla kot nekoga, ki je zadnji, ki pove cilj in moji ljudje so pred mano in hodijo proti cilju. Jaz jim povem cilj, takole gremo, zmenimo se za strategijo in tako naprej, to hočemo doseči, smo zmenjeni, pejmo. In jaz grem na zadnjo mesto, on gre prvi. In jaz od ozadja monitoriram, če mi en preveč gre v levo, da ga jaz vrnem nazaj v špuro. Če mi en preveč zaide v desno, da ga malo vrnem. Ali pa mogoče malo z njim tečem na desni strani, ko odkrijeva nekaj novega in to integrirava v našo skupno strategijo, pojemo nazaj. In to je zame v bistvu tako vizualizacija
vodenja. Se pravi, kot pri aerobiki, ne? Ja, recimo. Ne, se hecam. Recimo. Daj mi povej, kako je pa kaj drugač ta kultura, ki glede na to, da imaš 7 trgov česa, kaj opaziš, da so kakšne kulturne razlike, da moraš včasih mogoče pri kakšnih drugih ljudeh, ki so iz drugih držav, malo drugače ravnati, kot ne vem, pri drugih državah. Ena stvar, ki sem ugotovila, je, da imamo definitivno veliko skupnih točk. In prva je, da nasmeh seže povsod zelo daleč. To je prva stvar, ki sem ugotovila. Tako da mi se veliko smejemo. Super. Pozitivno gledamo. Vedno bojo kulturne razlike, ne? In pri teh kulturnih razlikah je tudi namen, da ti poznaš tudi kulturo, zato da znaš spoštovati, če so določeni običaji, če so določeni prazniki, ki se praznujejo ali ne. Ampak nekako, mogoče je to tudi malo ta moje vzgajanje. Jaz sem rasla tudi v mešani družini, pa mene je vedno oče učil, Katarina, da bo državljan sveta. Mene je vedno zanimalo te različne kulture in tako. In razviješ en tak enoten odnos spoštovanja do vseh. In se mi ni zgodilo, da bi kdaj kdo imel občutek, da bi mi direkt rekel, recimo, ne slišiš naših kulturnih razlik. Se včasih malo pohecamo, ker vsako prodaja tudi proba. Pri nas je pa tako, pri nas je pa zaradi tega pa tega tako. Ampak jaz pravim nekako kot zaposlena tudi v mednarodnem podjetju, rada tudi rečem ljudem, think globally pa act locally. Nekako mora biti oboje. Imamo skupno strategijo, ampak bo nekje tudi local flavor, nekje gre to, nekje to ne gre. Dajmo se učiti, dajmo se prilagajati. Zelo jim pa tudi nekako izpostavljam ta best practice sharing. Upam, da ne uporabljam preveč angleških izrazov. Ne, super. Jaz 3 jezike uporabljam dnevno in sem začela opažati, da imam včasih take konfuzne stavke, ki kombiniram, tako da moje so se mi, hvala Bogu, že kar navadila, sem potrudila. V glavnem tudi spodbujam da si med sabo best practice sharing. In nekaj funkcionira v Bosni, zakaj ne bi funkcioniralo na Češkem? Dajmo probati, pa bo trg povedal, ne? Nekaj funkcionira na Hrvaškem, zakaj ne bi v Sloveniji? Nekaj funkcionira na Madžarskem, dajmo probati v Srbiji. Ugotovili smo, da so določene bolečine iste. Ne? Vedno imaš te lokalne specifike, ampak ko pogledaš z ptičje perspektive, bolečine so dosti iste. Hkrati pa tudi tisto, kar funkcionira, je dosti zelo podobno. To so stvari, posod bo nasmeh funkcioniral, posod bo respekt, spoštovanje funkcioniral. Tvoj način vodenja, če si transparenten, drivaš energijo, ljudi povezuješ, jih challengeaš, jim daješ ta empowerment, moč, da se odločijo, s tem, da zahtevaš tudi odgovornost na drugi strani. Ne? Zaenkrat mi je pokazalo, da funkcionira moja osebna izkušnja na vseh trgih. Ful dobro. Zdaj, ko te opazujem, ker nažalost naši poslušalci te ne morejo videti, jaz te lahko vidim, kakšno strast imaš, koliko v bistvu uživaš v temu. In tudi poznam določene osebe v tvoji ekipi in so navdušene tabo. To je pa lepo slišati. Tako da mene zanima, koliko se pa kaj tvoj slog vodenja z leti spremenil. Verjetno si si rasla, si izobraževala, so bile mogoče tudi kakšne, ko si bila mlajša, kakšni izzivi. Ja, se je, definitivno se je. Tako, kot si sama opazila, jaz sem zelo tak passionate človek po naravi. Moj oče je bil Črnogorec, moja mama je Štajerka in mislim, da ta vročekrvna kri, tako da moment je zelo izrazita. To pa je koktejl, ja. To je tak koktejl. Oven sem po horoskopu, tako da je bom rekla, ta trma, pa ta ekstra drive je zelo prisoten. Kar je potem tudi na začetku, ko sem začela kot slog vodenja, sem imela zelo bolj tak direkten, tudi ko včasih šarf. In ker sem veliko nekako z drugimi plusi to probavala ravnati, so mi ljudje to upravičala. In so se tudi dostikrat nasmejali, ker sem vedno rekla, pa jaz sem tako mehko srce. In pa smo se temu smejali. So povedali, pač, ko je bila stvar, ko je bila resno, se je bilo pa res resno. Pač tam se je pa zajbancija nehala. Zdaj lahko rečem, da moj slog vodenja je malo bolj asertiven, kar pomeni, da ne odreagiram takoj na prvo žogo. Mogoče to pride malo tudi z leti, pa z zrelostjo. Da sem tudi malo bolj pazljiva pri izboru besed. Še vedno sem izredno transparentna pa direktna, ampak če primerjamo v primerjavi s prej, mogoče res v tem kontekstu nekako malo bolj umirjena.
Premišljena, izkušena, ja. Rečemo temu tako. To ne pomeni, da niso momenti. Ne? Se pa zavedam, en super nasvet, ki sem ga dobila tudi v biznisu, ko si stisnjena v kot, ne odreagiri. Ker moj pristni ta natural response je bil, ko me nekdo jaz sem šla takoj kontra nazaj. Ja. Ne, to je bil moj natural response. In ko začneš enkrat se res konkretno sam s sabo ukvarjati, in jaz mislim, da lider mora na prvi vrsti poskrbeti zase, ti moraš sebe res v nulo spoznati, da veš, na kere fole padaš, kaj ti sproža stres, kaj je tvoja naravna reakcija. Ker ko sem se enkrat začela s tem konkretno ukvarjati, pa sem tudi najdela načine, ok, ustav se, ne rabiš takoj na prvo žogo, dej ustav se, zadihi, premisli, ko te stvar iznervira, 16 tiče naredil to stvar, zadihi, ustav se, emocije, kup si čas, da emocije padajo, da si ti razum vklop, pa 5 pola, ne? Se strinjam, mislim, da to pride z leti, z izkušnjami. Tudi jaz sem bil, dostikrat sem odreagiral na prvo žogo, ko pride ego v ospredje, ker si rečeš, ti ne boš mene, jaz te bom nazaj. Tako da, meni so blazno pomagali mentori, imel sem jih kar par v življenju. Kako pa ti na to gledaš? Si imela kakšno osebo, ki lahko rečeš, ta je bila pa res... Ja. Jaz sem imela ogromen mentorjev v svojem življenju. Imam pa še vedno osebo, ki jo imenujem, da je moj life coach. Super. In ženska je fenomenalna in vedno tudi pri svojih ljudeh spodbujam, da si najdejo človeka, ki jim lahko pomaga. Jaz pač vedno nekako gledam, mentori ti mogoče malo pohitrijo cel tudi proces rasti, pa z njimi odkriješ ene druge dimenzije, ki jih sam pri sebi ne vidiš, ko se pogledaš v ogledalo, ne. Tako da absolutno močno to suportiram. Spomnim se, da v eni fazi, ko sem še na Microsoftu, mislim, da sem imela istočasno 4 ali 5 različnih, vsakega za različno področje. In so bili izkušeni ljudje, ki sem jim zaupala, ki je bil nek osebni odnos, da ni tako preveč izumetničeno ali pa z nekimi maskami, jaz pač to res nisem, no, če sem kaj, sem zelo pristen človek. In s takimi ljudmi se res veliko lahko naučiš, ne. Se to je ponavljanje, če tako gledava malo kultur. Od modrecev bi se mogli učiti, od starostnikov se moramo učiti. Absolutno, ja. Od tistih bolj izkušenih, dajmo se od njih učiti. In pol enkrat, ko prideš do določene točke, pol ti predajaš naprej znanje. In tako se poskrbi, da se znanje predaja z generacije v generacijo. Ker ni poanta, da ti kot lider, ki imaš določene izkušnje, da to vse držiš v sebi, deli, šeri z ostalimi, pogovarjaj se, izmenjuj izkušnje. Ni vedno prijetno, ni vedno lahko, ampak deli, pa boš videl dejansko, kako si lahko še boljši v tem, kar delaš, imaš še večji impact na ljudi, ki jih vodiš. Dobro. Daj mi povej, se pravi, ti verjetno bi predvideval, moraš imeti kar natemperan teden. Imaš kakšno posebno rutino, oziroma imaš kakšne posebne, ne vem, da rečeš, vsak teden imamo polurni sestanek z ekipo. Take stvari mi popiš, pa hkrati mi povej, a imaš kakšno dnevno rutino, ne vem, ker ogromen sogovornikov, ki smo imeli, imajo zelo podobno rutino, se zbudijo zelo zgodaj, imajo kakšno jogo, trening, pol, ne vem, to nam malo zaupi, no. Kako izgleda, rečemo teden, dejva se. Od ponedeljka do petka se zbudim nekje okoli 7 zjutraj, a gremo take detajle? Dejmo. Toliko dejansko detajle, super. 7 zjutraj, že po moje 10 let jem isti zajtrk, ki mi drži nivo energije zelo visok, pač kosmiče pa jogurt, potem vedno spijem kavo, otrok se zrihta, imam 5 let pa pol starega sina, greva v vrtec, ga tam pustim in potem jaz začnem svoj dan, ne. Vedno imam nekako v koledarju, večino časa, ki jaz porabim, je v komunikaciji z ljudmi. Kar pomeni, da so sestanki, ko so predvideni, ko točno vemo, kdaj ponedeljki so s kom, ne vem, torki imamo s temi državami, sreda je tako, kdaj imam 1 na 1 z ljudmi. Nekako koledar je meni tisti osrednji, ki mi pomaga plener dneva. In to vam je že kar vnaprej. Redko se mi zgodi, da ne bi vedela, kaj imam jutri. Ali pa ne vem, naslednji teden, zelo vem, kaj je v mojem koledarju. Tako da popoldne potem imava s partnerjem tako razdeljena, da on hodi po otroka v vrtec, če se meni slučajno tukaj zavleče v službi, ampak jaz nekje ob 5, najkasneje ob 5:30 sem doma in pa sem mama. Pol jaz nisem osnovna ženska. Znaš ločiti to, pa se izklopiš. Absolutno. Jaz sem si to v glavi razčistila, jaz otroka nisem rodila, da ga drugi vzgajajo. To sem si zelo razčistila. Zdaj veliko kombiniram to delo od doma,
kar mi omogoča, da sem še bolj efektivna, da prej lahko začnem in prej končam. Ampak jaz nekako probavam v 8, max 9 urah narediti maksimum, s tem, da so tudi taktike, kjer smo veliko hitrejši, hitreje sprejemamo odločitve, ni tistega dolgovezenja in ne vem kaj in tako naprej. Smo zelo cap, ne? Ja, smo zelo akcija, gremo, action oriented, dajmo narediti, ne bomo zdaj filozofirali 1000 in ne vem, 1 uro za stvar, ki pa sploh nikoli ne bomo implementirali. Pri določenih zadevah terja več strateškega razmišljanja, ampak jaz si za to rezerviram čas v koledarju. Ampak ostale stvari pa probavam ljudje, cap. In zdaj se mi je začelo dogajati, da imamo tudi v 15 minutah vse zmenimo. Ne rabimo dolgovezati. Tako da, in potem pač popoldne sem jaz mama in sem zunaj z sosedami, otroci se na igrišču igrajo in potem tam vzgajamo in včasih se moramo kaj dreti na otroke, včasih moramo z njimi brcati žogo, včasih se malo hecamo, pač ono tipično sosedsko življenje, živim v bloku in jaz uživam, meni je fascinantno. Tako malo old school, da rečem, malo se spomnim na svoje otroštvo. Zvečer, pač ko gre sine spat, jaz včasih tudi še pač kakšne maile prepucam, ampak nekako max uro, če kaj res dramatičnega, tudi 2 uri. In to je to v tistem dnevu. Drugače pa skrbim tudi zase, nekako 2 do 3 krat na teden treniram, ampak sem tako naredila, med vikendom grem na trening, gre sine z mano, tako da skupaj, on se malo igra, včasih malo z mano trenira, me spodbuja, ali pa greva nekako tako skupaj na trening. Med tednom zdaj imam s trenerko dogovorjen, da imamo online, zato da jaz vse delam na to, da čim bolj optimiziram svoj čas. Ne? To je nekako trik, da uspeš. Time is money, ne? Tako, da uspeš to dejansko živeti, uživati v življenju. Ne? Kaj če me čaka, da bom uživala pri 50? Pa kaj veš, če me sploh dočakala 50 let? To noben od nas ne ve. Treba je znati živeti danes, jutri in tako naprej, ne? Pa ne, da gledam absolutno daleč tega, da bila negativna, ampak treba malo realistično pogledati. Ne? Tako da tudi pol med vikendom imamo ob sobotah vedno kosilo pri moji tašči, ob nedeljah kosilo pri moji mami. Imam neverjetno socialno mrežo. Jaz vedno pravim, brez teh 2 žensk, jaz danes ne bi mogla imeti tako kariero, kot imam, ker če slučajno zagusti, pa grem jaz v tujino na službeno pot, pa partner isto, ja, za en mora za otroka poskrbeti, ne? Veš pač, kakšne so dolžnosti in si tukaj zelo pomagamo. Tako da res kapo dol za družino, ki dejansko si tako suportiramo in tudi pravim, ne se izolirati kot lider. Moja filozofija je taka, outsourci, kar se da outsourcati. Delala sem trdo, da sem prišla do te situacije, da hvala Bogu, da si lahko privoščim, da mi en pride pod cune, pa mi jih zlika. Raje dam za to denar, kakor da zapravljam za dodatne cune, ki jih nikoli ne bom oblekla, pa zgubljam denar, raje dam denar nekomu, ki vem, da super upravlja svoj del, naj denar kroži. To je moja filozofija. Druga stvar, imej tiste, če imaš v družini dobre stike, ohrani jih. Ohrani dobre stike, ker to so ljudje, ki ti bodo pomagali. Ampak ne sme biti samo jemlji, je daj dam. In preklapljaš med temi funkcijami, da si ti lahko dober kot lider, pomeni, da gradi sebe, da si ti vedno najboljša verzija sebe in potem boš tudi preklapljal. Jaz nisem pri svoji mami vodja, jaz sem hčerka njena. In druge so dimenzije, in pa lahko pomagam za svojim znanjem pri njenih izzivih. In ona meni. Ona meni poklanja čas. In tudi čas, da lahko se včasih ukvarja z svojim vnukom. To je vredno. In te malenkosti tebi gradijo to, da ti lahko upravljaš svoj job, ki ga upravljaš. Osebno ne verjamem v 15-urne delovnike. Mislim, da to ni produktivno in prvo kot prvo tudi ni zdravo. Jaz sem res visoko efektivna in vedno probam biti še efektivnejša, da naredim v čim krajšem možnem času najmočnejši impact, s tem, da kot lider tudi veš, da to sam ne boš mogel narediti in se moraš naučiti delegirati in zaupati svojim ljudem. Ampak hkrati, da jaz vam lahko nasmeh na obrazu, pa da ljudje utihnejo, ko začnem govoriti, moram imeti nek value. In jaz ta value v sebi gradim. Ta value zraste iz tega, ki se ukvarjaš tudi s sabo, razčiščuješ svoj ego, razčiščuješ svoje bolečine, širiš svoje obzorja, širiš svoja znanja, prenašaš knowledge na ostale, to je tvoja kredibilnost. Ne to, da imaš ti funkcijo, pa tako avto, pa tako plačo, pa da imaš, ne vem, tako uro.
to ljudje hitro pač malo pogledajo, mogoče si zapomnijo, ampak potem enkrat, ko odpreš usta, je pa to je tisto, kar je vredno. Ne? Res je. To je tisto, kar je vredno. Daj mi povej, dotaknili si se dveh zelo zanimivih stvari. Prva je delo od doma. Ja. Daj mi povej, kako je bilo pa pri tebi, oziroma pri tvoji ekipi, kako si se tega izziva lotila, ki je bilo kar v bistvu iz danes na jutri, se je ta pandemija pojavila, šli smo v delo od doma, ogromno je bilo nekih strahov, izzivov. Kako si se ti kot vodja tega lotila s svojo ekipo? Zelo, zelo zanimiva izkušnja. Bil je 13. marec, petek. Vsi si bomo to zapomnili. Vsi si bomo to zapomnili. Mi smo imeli planiran prodajni sestanek za slovensko ekipo, ki se vedno naš prodajni sestanek zgleda tako, da se usedemo v krogu in se skoraj nič o številkah ne pogovarjamo. Tako interesantno, ampak takrat je v moment, ko se mi malo povežemo. Ne? In takrat mi dobimo mail, ravno pred tem prodajnim sestankom, prosim, da ne mudoma zapustite delovno mesto, zato ker smo imeli okuženega sodelavca, ki je bil pač potrjen COVID, pejte vsi domov. In vsi mene pogledajo in jaz... V bistvu je tako, ljudje, ne? Zdaj pač se je to zgodilo, bomo šli, bomo začeli delati od doma. Zdaj, če gledamo pač epidemijo, ne, na začetku je seveda za pričakovati, da številke bojo rasle. Jaz sem probala biti motivirajoča, ampak moj je bil tak fail, ker sem samo videla v strahu v očeh, še razlagam, zdaj bodo itak okuženi rastli, to je treba razumeti do vrha, pa bo pa začel padati. Probavala sem biti nekako realistična, pa malo motivirajoča, pač zelo transparentna, ampak mislim, da ni bil tak efekt dosežen, ker se še danes se smejamo temu dnevu. In potem je v bistvu, hvala Bogu, mi delamo v visokotehnološkem podjetju, ne? In imamo orodja in smo neverjetno kapo dol IT-ovcem in smo neverjetno hitro vzpostavili, tudi tisti, ki niso imeli laptopa, da smo zrihtali, da smo omogočili ljudem, da dostopajo do svojih aplikacij, da lahko opravljajo svoje delo. In potem se je začelo delo od doma. In smo se, pač, ko smo delali refleksijo za nazaj, prvih par tednov je bilo izredno izčrpavajoče. Ne glede na to, da sem imel občutek, da si zoptimiziral ta svoj čas, ker nisi rabil izgubljati na poti in tako naprej, se je toliko povečala količina internih sestankov, da smo pol vsi od tega bili izčrpani. Bila sem na enem webinarju, kjer je bilo zelo dobro vprašanje, če bi še enkrat šla čez to, kaj pa bi naredila drugače. Sem rekla, prvega tedna bi skenslala popolnoma vse. Nobenih sestankov. Da ljudje imajo čas, da zadihajo. Ker mi smo od petka, ko so dobili informacijo, da imamo tudi enega pač kolega, ki je bil potrjen, do ponedeljka si mogel resetirati svoj mindset, v ponedeljek je spet služba, akcija, gremo. Prehiter je bilo, ker na koncu dneva mi smo krvavi pod kožo, smo najprej ljudje. Vsak je pomislil, kaj pa moj otrok, kaj pa moji starši, pa moj tast ima to bolezen, pa moja tašča ima to, zdaj pa, a gremo mi kar v samoizolacijo. Jaz sem že bila, mi smo se kar dali malo deloma v samoizolacijo, za vsak slučaj, da ne bi pač koga okužala, ne? Ker ne veš, a si slučajno tudi ti okužen. Toliko se ti enih stvari poraja v glavi in sem rekla, to bi absolutno skenslala. Prvi teden siguren, da imajo ljudje občutek, da zadihajo, da se aklimatizirajo na novo realnost, pol pa štartamo. Kakšno je pa zdaj v bistvu ta feedback, oziroma verjetno ste vzpostavili neke procese delovne, nekega zaupanja je prišlo, zdaj si spoznali ekipo, da dejansko delo od doma je mogoče. A boste s tem nadaljevali? Ja. S tem nadaljujemo, absolutno. Prepuščamo možnost, da se ljudje sami odločijo, sploh tisti, ki so v rizični skupini ali živijo v skupnem gospodinjstvu z osebami, ki so v rizični skupini. Drugače pa, Microsoft Teams je postal, zdaj delam malo reklamo, svojim bivšim delodajalcem moral, Microsoft Teams je postal naše super orodje. Definitivno z mojega vidika meni čas optimizira. Je pa res, da pol tudi nekako negujemo to, da na sestankih imamo vklopljene kamere, da da ni tako zelo, da je malo bolj pristno, pa seveda pač tudi v pisarni, še vedno pač smo v pisarnah, pridemo v pisarne, da je ta tudi človeški stik. Meni osebno funkcionira kombinacija obojega. Daj mi povej, če se vrževa malo nazaj v tvoje začetke, v tvojo kariero. Kaj bi rekla, da je bil v tvoji karieri nek tak aha moment, ki si rekla, wow, zdaj sem pa res na ta pravi poti, ali pa da je bil to mogoče kakšen projekt, ki si se zavedala, da te je katapultiral v
še naprej, še na višjo raven. To pa drugo vprašanje, kaj bo pa kakšen tak izziv, ki te je pa tudi malo zaznamoval. Ja. Tako da pejva prvo na neki, ali na plus ali na minus. Pejva štart. Oboje plusno. Oboje plus, tako, oboje plus minusa ni. A veš, da nimam odgovora enega tako udarnega, ne za prvega, ne za drugega. Res, tako, tudi ko sem videla vprašanje, pa sem razmišljala, pa kjer je bil tisti moment, da sem jaz doživela, aha, takole, to je pa to, a ne? Mogoče to tudi malo posledica tega, ker mene toliko različne stvari zanimajo, da meni so se določene stvari zelo naravno zgodile, pa ene stvari tudi malo močno imam intuicijo, ene stvari tudi malo predvidiš, ne, kaj se bo zgodilo. Tako da te močni plusi, jaz moram reči, vsako leto je bil sigurno en tak ful močen plus. Nisem pa jaz nikoli gledala, zdaj pa jaz čez 10 let hočem biti pa tole, s tako funkcijo, s tako količino ljudi, ki jih vodim, ne vem, s tako plačo, karkoli, jaz tega nisem imela. Jaz sem šla dosti pri karieri, go with the flow. Ne me reka pelje tam, kam me more, ne? Pač so prišle kakšne ponudbe, ki sem rekla, ne čutim, ne vidim, da bi jaz to stvar lahko dobro upravljala, ne bom. Sem imela tudi situacijo, ki je prišla ponudba, ki sem vedela, da bi rada imela otroka, pa sem rekla, jaz dejansko zdaj pri sebi planiram eno drugo funkcijo v življenju prevzeti. Ne, res, z vsem spoštovanjem, pa ti povem tudi zakaj. In to so ljudje ful cenili. Take stvari, da si tako transparenten, da si iskren do sebe. Drugač, nekako grem k z reko in pol vidim, kako se odvija. Glavno mi je, da v delu, ko ga upravljam, vsakem dnevu, ko ga naredim, vsakem pogovoru z osebo, ki jo imam, moj cilj je, da pustim nek impact. Mene to driva. Denar je zame posledica. Ti neki statusni simboli, to so posledice tega. Močnejši, ko bo moj value, močnejši, ko bo moj impact, vse ostalo se bo poklopilo. Ker imela sem izkušnjo kot študentka, ko sem šla laufat za denarjem. Ne vem, če to lideri radi govorijo o tem. Dajmo, prosim, del izkušnje. Spomnim se tega, ne? In sem prišla in sem rekla, veš kaj, jaz delam delo, ki ga delajo vsi, ne vem, tisto redno zaposleni, jaz sem tle študentka, delam po 9 ur na dan, delam ful odgovorno, delam tako naprej, jaz si zaslužim za €0,5 višjo urno postavko. Zaslužim si. Tako zelo je bilo tafa, ne? To meni pripada. In moj šef me gleda, ja, jaz se strinjam s tabo. In gre do financerja. In financer mu javi, povej prosim Katarini, da res cenimo njeno delo, da ni nad z njo, ampak ni budžeta. Ne, ni budžeta. Vedno je budžet za €0,5 višjo urno postavko, če tako pogledamo, ne. Takrat sem res toliko razočarana, v prvi moment, ko mi je ego, ne, sem bila toliko razočarana, pa sem si vzela malce časa in sem rekla, vse je logično. Če mi slaufala za denarjem, so me denar vedno izmikal. Te preusmer, ženska, ti svoj fokus na stvari, na impact. In pa se bo vse ostalo poklopilo. In to je bila takrat moment, ko sem jaz zavestno nehala laufati za denarjem. Nehala sem laufati. To ne pomeni, da se ne znaš spogajati. To ne pomeni, da ne ceniš. Ampak jaz svojo vrednost ne štejem v denarju. Jaz svojo vrednost štejem v premikih, ki jih vidim pri svojih ljudeh. Zdaj, koliko je nekdo pripravljen za to plačati, je stvar večjih okoliščin, ne samo mene. In koliko sem jaz tudi pripravljena za to, iti nekam za tak denar ali pa ne, to je meni drugotnega pomena. Tudi imela sem filozofijo za povišico, nekako se je meni vedno tako zgodilo, da povišice so prišle zato, ker je menedžer meni rekel, zaslužiš si, evo povišica, ne zato, da bi jaz zdaj vsake pol leta, meni pa nekaj pripada, €0,5 več na uro. Recimo €0,5 več na uro. Čez to jaz merim svoj uspeh. Evo tako, upam, da logično stvari govorim, včasih malo zaidem, a ne, Full hours. te debate, pa petek je, a ne, tako da lahko malo debatirava. Ne, deva, ne, meni je full hour, ker sem itak rekel, da sem se tega zelo veselil, ker si res nora v vseh teh pogledih. Daj mi povej, prej si omenila, da so ti 1 na 1 zelo pomembni. Ja. In jaz sem tudi to spoznal, da z 1 na 1 res zelo dobro spoznaš svoje zaposlene, tudi vidiš, da mogoče imajo ogromno skritih talentov, ki jih mogoče sploh nisi poznal. In bolečin. In bolečin, absolutno. Tako da
prvo vprašanje, kako se je recimo tvoj odnos spremenil, a si kaj povečala 1:1 v času te koronce? Pa drugo vprašanje, koliko je tebi kaj pomemben konstruktiven feedback? Ker ogromno liderjev, ki se pogovarjamo, mogoče malo preveč, tudi moja napaka včasih, preveč olepšujemo stvari. Nismo v bistvu toliko direktni. Ne bi rekla, da je tole mogoče ni bilo dobro. Tako da prvo na prvi del vprašanja, a si kaj povečala število 1:1 oziroma si se kaj bolj posvetila zaposlenim, pa pol glede feedbacka. Jaz imam že tako res kot sem prej omenila, zelo regularno, kar se tiče 1:1. Zdaj, če me sprašuješ za čas korone, jaz sem v času korone povečala število sestankov z mentorji pa z menedžerji, ker sem vedela, ne morem tako ljudi, jaz ne vidim in rabim z njimi imeti konstantno ta sink, ampak smo preterali, priznam. Mi smo imeli dnevno na nivoju recimo teh južnih trgov, konstantno sinke, kaj se dogaja, kako se rušuje, kaj stranke pravijo, kakšna je dinamika v timu, kako bomo reševali. In pa smo potem po enem mesecu, ali mislim, da je bilo mesec pa pol, smo se zmenili, da dajmo zdaj to malo zmanjšati, it's ok, vsi zdaj vemo, kaj se dogaja, dajmo malo zmanjšati, na manjšo količino. Tako da ta regularni, konstantni feedback, absolutno. Za sestanke smo nadaljevali tako kot prej, povečali smo jih, količinsko ja. A je bila to najboljša stvar? Jaz mislim, da v danem momentu smo si tudi malo bili drugemu uteha. Tako malo tista moralna podpora, pa smo zaradi tega mogoče tudi toliko pojačali. Pa jaz sem takrat mogoče tudi začutila, zdaj pa je res na meni, moj responsibility je, da tole ne pade, da to zafunkcionira. In sem jih, meni je rekel partner, po 5. dnevu, pa ti skozi ene iste stvari govoriš. Jaz tebe poslušam, jaz sem skozi probala biti motivirajoča. Krize se dogajajo, bile so dramatične situacije v zgodovini, ne bomo se ustavili. Tako in pa on mi je rekel, po 5 dneh, pa se ljudje niso te naveličali, jaz te poslušam, ene niste, message imaš. Ampak ne vem, kaj je bila tista neka potreba, da jaz moram zdaj to tokrat bolj izpostaviti, zato da preprečam, da bi ljudje v mindsetu padali v neko negativo. Shit, kaj če bo zmanjkalo hrane, kaj če bo zmanjkalo tega, zdaj pa še firma od mene pričakuje, da jaz prodajam. In tako, veliko je bilo enih takih težkih dinamik, ker sem nekako začutila tisto poslanstvo, pa sem tudi preterala. Zdaj, ko pogledam za nazaj, mi je jasen. Ampak nekako probaš si reči, sam se popravičiti, nikoli ni preveč interne komunikacije, če sem že v tem motivirajoča, bom pa 16-tič, tako da s tem smo sigurno povečali. To smo absolutno povečali. Kaj je bil drugi del vprašanja? Ne, super, je pa recimo konstruktiven feedback. Sploh, če je recimo negativen, kako ti to zapakiraš? A imaš kakšen nasvet? Ta je dobra. Zdaj se učimo dajati takih zelo dobrih coaching feedbackov, za ta sandwich s poročilom se učimo. To smo imeli ta teden ful dobre treninge z Stratosom, ena firma za izobraževanje. Jaz vedno delam ljudem reklamo, v katere verjamem. Prej so imeli Microsoft Teams. Tako, Microsoft Teams, Stratos. Zdaj se ne smejo ostati. Tako. In se učimo dajati teh feedbackov, tako da, če pa pogledam malo mogoče moj način, jaz zelo rada hvalim ljudi. Res rada pohvalim. Rabila sem nekaj časa, da sem to začela. To marsikemu liderju ni naravno, pa tudi mi smo nekako v kulturi vzgojeni, vidiš takoj minuse. To ni v redu, to ni v redu, to ni v redu, takoj vidiš minuse. Jaz pa probavam sem se zverzirala mindset, 5+. Daj najprej najti, daj glej, kaj je the best. Ker filozofija, tako kot si sam na začetku rekel, jaz res verjamem, da vsi smo najboljša verzija sebe v danem trenutku, ko smo lahko. Smo kombinacija dobrega in slabega. Samo vprašanje je, kaj v določenem momentu prednjači. Mogoče malo yin-yang, kakorkoli pogledaš, ampak je verjamem, da smo najboljša verzija sebe. Če bi noben načrtno ni slab, če bi znal boljš, bi naredil drugače. Če bi imel kontrolo nad svojimi afekti, nad svojim egom, bi naredil drugače. To močno verjamem. In zato tudi ne grem na lega tega, koliko je on slab, očali, ampak grem z očali, da mu malo pomagam, v tem, da je boljša verzija sebe. In pri feedbackih nimam problema dajati konstruktivnih kritik, absolutno ne. Včasih rada tudi malo spodbodam ljudi, ampak ko to naredim, zelo pazim na ton glasu, da ne izpade kot napad, ampak kot dobro namerno, dajva iti v ono področje, ki veva, da je problematično, pa so zaprta vrata, dajmo odpreti ta vrata.
In razložim, zakaj. Zakaj to delam? Ne zato, da se naslajaš na tem, ne zato, da vrtaš, zdaj bom pa jaz malo soli na rano dajala, pa malo s prstom not pritiskala. That's not the point. Point je, da se zavedaš, point je, da razrešiš, ker to bo tebi pomagalo, da boš boljša verzija sebe. Jaz sem nekako imela skončno debato in takrat sem jo trnila ena slika, mogoče dobra, da delim, kako izgledam na liderstvo. Liderstvo je pač ena izmed žogic okoli mene. Jaz imam pač zdaj škoda, da nimava kamere, zdaj zelo rada z rokami govorim. Rekla, ta pač velika žoga, to sem jaz. In vse ostale male žogice, ki so okoli, ko neko sonce to potem rata, so moje funkcije, ki jih jaz upravljam. Katarina kot vodja, Katarina kot mama, Katarina kot sestra, kot hčerka, kot partnerka, kot prijateljica, kot učenka, kot mentor, kot coach, vse te žogice. In če jaz hočem biti v vseh teh žogicah boljša verzija sebe, jaz krepim to svojo centralno samopodobo, centralno žogo. Krepim je pa način, kako spuščam ego in s tem, ko spuščaš kot lider ego, ti odpiraš svoje bolečine. Mi smo naučeni kaj v kulturi? Ne, beži od bolečin. Alkoholizmi, ekstremno vsak dan na biciklu 3 ure gont, umikati se od familije, da si spucam glavo, droge, tablete, vse pogledamo malo svetovnega vidika, ne zmanjkati umika. Mi smo to naučeni, umakam se. Pa si dvigan ego, pa si daj masko na obraz, perfektno sem. Pa bom šla še malo v fitness, da bom še lepš izgledala, pa kupila sem še dražje čevlje, pa še boljšo uro, pa vozila bom še lepši avto, pa šla bom z otroci tja na dopust, zato da mi bodo vsi rekli, wow, koliko je tebi the best. Ker ne upam pogledati v rane. Kaj pa sem jaz načrtno začela delati? Jaz sem začela po ego spuščati, s tem, da sem se začela soočati sama s sabo. In so se odprle bolečine, ker tvoja nezavedna struktura se kroji v otroštvu. In tebe, ko danes nekdo prizadene z besedo, ka mene recimo ne bi, tebe pa, pač ti pritisne na tisto rano, ki je ostala nezaceljena, ko si tvoja osebnost krojila. In jaz sem šla te rane celiti, načrtno. In s tem, ko ti začneš celiti tvoje rane, to je prava, potem zdrava, močna samopodoba. In potem te ni strah govoriti o svojih challenge-ih, o svojih izkušnjah. In to tako navdihuje ljudi, ki rečejo, wow, pa se pri meni isto. Grem se zdaj učiti angleščino. Jaz sem razlagala svoji ekipi slovenski, sem rekla, a bi rekla, da govorim fluent English? Sem rekla, no, kaj je največji issue, zakaj ljudje ne grejo se tudi učiti tujega jezika? Ker jih je sram, pa strah jih je. Sem rekla, jaz razložila, kako je pri meni izgledalo. Kako sem šla jaz v to, da sem vedno bolj fluent v angleščini. In to sem jaz odprto govorila, jaz odprto take stvari šeram v svoji ekipi. Sem rekla, jaz sem prišla delati na Microsoft. In sem videla, če ne boš obvladala poslovne angleščine, vrata so ti na določeni točki zaprta, zato ker v teh mednarodnih podjetjih jezik je pomemben. Živim s človekom, ki je neverjeten kako se reče? Lingvist, občutek ima zelo za jezik, za angleščino sploh in to poslovno. In jaz ko, sram me je bilo, seveda, on ne dela tazga tipa, je v IT-ju. Jaz še razmišljati, zdaj imam 2 opcije. Ali si dam dvignem ego, pa si dam masko na obraz, itak to jaz ne rabim, to je brez veze, to meni v življenju nič ne bo koristilo. Saj imamo Google Translate. Pa sej, če bo kdo prišel tujec, bom že nekaj zmutila, ali pa si bom prej na pametno naučila 3 stavke, ki hočem vprašati, to je to. Ali pa pač se soočam s tem. In sem se odločila, da sem soočila. To sem naredila na način, imam zelo dobro prijateljico, ki so bile skupaj tudi v srednji šoli, in ona je profesorica angleščine. Sem rekla, mene je strah govoriti. Jaz se spomnim jezika pa besed, ampak mene je strah govoriti. Ker sem imela ta občutek, zdaj bom rekla napačen čas in nekdo se mi bo smejal, nekdo bo pač tako opazil in bo na to opozoril na napako. In sem rekla, daj pridi in jaz bi rada razbila ta strah. In ona rekla, no problem. In je prišla in mi, da smo se doma pogovarjali v angleščini. Jaz sem cel cajt gledala svojega partnerja. On je šel vmes tako, ko sem rekla kakšno čudno besedo, je pač njegova normalna reakcija bila v nasvetu, tako malo se je nasmehnil,
ali pa me kdaj kaj popravil, to je bil meni tak pain. Kaj je bilo itak opazi, da jaz ne znam tako dobro angleško. Vse nekaj guri, pej čez to, če ne boli, ne rasteš. Jaz to svojim ljudem skozi razlagam, če ne boli, ne rasteš. Pej čez to. In sem šla čez prve korake. In pa smo šli v Zvezdo. In ona meni super se pogovarjava tako kot prijateljica slovensko, zdaj pa ti naročila tortico pa kavo v angleščini. In moj mindset, dej res ne bi, no. Zdaj, Kellner me je slišal, da govorim slovensko. Zdaj bom prišel, jaz v angleščini naročila. Si bo rekel, pa kaj tej ženski ni jasno, saj sem te slišal, da govoriš slovensko, kaj mi zdaj tle glumiš neko angleščino, hočeš nekaj imitirati, ali ne vem kaj. Ja, ona meni, sekiri se. To je tvoj task. In me je gurala čez te ven iz komfort zone, iz tega strahu, da sem šla čez to in pa sem začela bom začela gledati vse filme samo z angleškimi podnapisi, da si malo besedišče. In danes sem uspela priti do točke, ko se pogovarjamo in tudi, ko je moj partner, pa kaj srečam nek napačen čas, neki, pa me on popravi, pa je skoro, ja, thanks. Ni več tizga. Ni več strahu, ne? Ni več strahu. Ja. Top. Jaz si v bistvu dala ful dobro istočnico pa na svet, da dejansko res moraš iti prvič ven iz comfort zone, pa hkrati moraš res vlagati vase, pa se soočiti s tem, ne? Ker si pa močnejši. Ne se ustrašiti. In najci nekoga, ki te pri tem podpira, če se vrnemo na mentorja. Ja. Da imaš nekoga, ki ti daje tudi vsaj na začetku občutek varnosti. Da imaš to moralno podporo, pa veš, da te ne bo judgeal. In s tem, ko sem šla jaz čez to, sem tudi zelo, zelo nehala judgeati, obsojati ljudi. In to mi povejo, da občutijo. Jaz dostikrat slišim, ne vem, zakaj te stvari tebi govorim. Po firmi sem 2 leti, nisem 20 let. Nobenemu teh stvari v življenju nisem povedal. Ko priješ do tega nivoja, da so ti ljudje sposobni se na tej točki odpreti in vejo, da tega ne boš nikoli izkoristil proti njim. Ampak je to tista blokadica, ki jim preprečuje, da so močnejši, da so boljši. In na koncu dneva, če pogledam iz vidika vodenja prodaje, tudi dosegajo boljše rezultate. Do it. Samo moraš pa vedeti. Jaz vedno rečem, pač vse se tudi vrne in poplačam. Če boš delal dobro, boš dobro dobil nazaj. Če boš pa začel te momente, ko se ti ljudje odprejo, sploh kot vodja, je ful nevaren, če dobi občutek, da pa ti te stvari izkoriščaš ali šeraš, kakšne stvari, ki se ti res odprejo naprej, si pa tako strelaš v nogo, da raje, da niti ne vprašaš. Da ne daš ljudem tega fake kvazi občutka, jaz sem tle in lahko se mi odpreš in lahko delava skupaj na tvojemu razvoju, pol ne tega delati. Če greš pa all in. Tako, kot sem jaz rekla, če jaz hočem imeti ligo šampionov, bom jaz prvo kot prvo pa se preščistiti, da ligo šampionov lahko vodi sam nekdo, ki ima res tudi visoka merila do sebe. Še malo več. Zdaj, absolutno si ful dobro povedala, ker če ekipa raste, rasteš tudi ti kot vodja, ne? Ja. Zdaj pa moje vprašanje, kaj so pa neke dobre lastnosti po tvojem mnenju vodje? Ja, ful dobro vprašanje. Dajva malo pokukati. Kaj so karakteristike dobrega vodje? Po tvojem mnenju. Definitivno emocionalna inteligenca. Jaz to zelo rada izpostavljam. Tudi pri coachingu, zdaj, ko smo se učili, dostikrat izpostavljena ta emocionalna inteligenca. Pa jaz v bistvu do letos niti nisem čisto dobro dojela, kaj pomeni biti emocionalna inteligenca. Kaj pomeni emocionalna inteligenca. Pa je bilo par takih triggerjev, kar res ugotoviš. Ja, najprej, da sebe spoznaš, pa da prepoznavaš svoje čustva, pa da jih znaš handlati, pol pa da tudi pri drugih. Ne samo tisti, prepoznavam neka čustva, ali pa skozi sem neki nahajpan, ali pa skozi smo vsi pozitivni in vsi smo veseli, pač ni, ne? Ampak da znaš prepoznavati tudi, kaj pri tebi sproži določena čustva in ne odreagiraš čustvi, ker to ni fair. Ne odreagiraš. To bi rekla, da je ena stvar. Druga stvar, širina. Da imaš širši pogled. Če hočeš ljudi pripeljati na vrh stolpnice, to ne moreš iz kleti delati. Ne morem jaz biti skozi v kleti pa razlagati ljudem, pejte vi gor, jaz bom pa dol. Pejte vi gor, pa pridite mi pol povedati, kako je zgor, pa sem jaz odločila, če se meni splača, pa da hoditi. Yeah. Ti jih peglaš gor na vrh stolpnice. Ti imaš to širino. Pol bi rekla občutek varnosti. Občutek varnosti pa daš tudi ljudem s tem, da imaš pogum. Bomo videli, kako bo, sproti bomo se rešvali. Da jim daš ti si steber, na katerega se lahko oslonijo. Ker ko zagusti,
Najprej tebe pogledajo. Ko je prišel message, pejte vsi domov, oni so mene pogledali. In če bi jaz takrat padla v paniko, pa začela jaz pri sebi razmišljati, shit, moj tas ima pa to, pa zdaj kako bomo pa to, pa ne, takrat ni moment. Jaz bom že prišla, da bom razčistila sama s sabo malo kasneje. Zdaj le moram jaz ljudi pomiriti. To je moj primarni job, ko pride tak message. Torej, da si močen steber, da si pozitivc, ne da si žile režeš tam pred ljudmi, koliko je vse narobe, pa kaj vse nam ni šlo, pa ne vem kaj, da si pozitivc. Pa zelo dober nasvet mi je tudi dal moj vodja, ki je fenomenalen lider, Milan, res fenomenalen lider, ki je rekel, veš, menedžer je, ko gori, on ne dodaja, ne širi ognja, on ne priliva benzina, menedžer gasi. Ko ti prije nekdo, kaj se je zgodil, cela drama, recimo, in imaš ljudi, ki so bolj emocionalno odreagirali, ki so večji driveri, ki so passionate, ne da zdaj z njim skočim v zrak, pa še napihnem njegove emocije. Umirjaš, stabiliziraš. Ko je pa moment, ko moš pa ti požgati, pa greš pa oljen. Ampak to pomeni, da jih pa takrat požgeš, da jim je res in daš veter v krila, leti, tja gremo, da se, gremo. Top, ful dobro. Mislim, da boš s tem govorom, ki si ga zdaj načela, res ogromno naših poslušalcev podžgala. Upam, močno upam. Daj mi povej, greva še malo na tvoje osebno življenje. Sicer, prej sem omenil, da si imela zelo zanimivo diplomsko nalogo z naslovom Homoseksualnost in religija. In to se mi zdi kar taka zelo zanimiva tema, ker danes smo v takih in drugačnih časih in zna biti to zelo občutljivo, tako da definitivno si že s tem tukaj nakazala, da si zelo inovativna pa pionirka. Tako da povej mi, kako si prišla do te tematike, kako je to izgledalo? Dobro vprašanje, ja. Študirala sem pedagogiko in sociologijo in ga je prišla ideja, da bomo imeli, da moraš zbrati diplomo. Mi je zelo ostal v spominu predmet in zato sem tudi zbrala tega primarnega mentorja, lezbične in gejevske študije. Najbolj mi je bilo top, ko je človek pripeljal Salome in nam je predavala o svojih izkušnjah. In ženska meni je čisto navdušila. Tako res, meni je bila tako pristna out of the box. In tudi zanimivo je bilo, ker so tudi ljudje sprašvali, pa kako pa tebe to področje zanima, saj ti si heteroseksualka, vse ni važno, ne? Saj pač mene dejansko to področje zanima, ker me zanimajo stvari, ki so lahko določene poglede, bi lahko rekli, tudi tabu. Ne? Ljudje radi se, in ravno to je ta širina. Tebe ne sme biti strah se pogovarjati o različnih stvarih. Absolutno. In potem je prišla ta tema. Zdaj se čisto dobro ne spomnim, zakaj prav to, da ni bilo, ne vem, mogoče prostitucija, ker sem prej imela tudi seminarsko nalogo o prostituciji v Sloveniji, tako sem ti napisala. In ko je prišla ta tema, nekako jaz sem se sama odločila, veš kaj, mene pa res zanima, kako te religije gledajo na homoseksualnost. Kot oseba, ki je zrasla v areligiozni družini in kot heteroseksualka. A se izbrala nekaj popolnoma ven iz mojega comfort zone. Sem pa, potem, ko sem začela študirati, sem pa videla, da za marsikoga je pa to zelo boleča izkušnja. In tudi zaključila, spomnim se, ker sem zaključila diplomsko delo, ker je bilo potem tudi nagrajen, prav stavkom, nekaj v tem smislu. Že sama kot heteroseksualna paraligiozna oseba, ko sem to raziskvala, me je odprl take ene boleče točke, kaj šele za tistega, ki se vidi v tej zgodbi. In zakaj je bilo tudi nekako prepoznano, kot mogoče vredno nagrade, če temu tako rečem, Prešernove, mi je rekel takrat mentor, zaradi tega, ker sem šla res v extra mile, sem šla intervjujati islamsko skupnost, krščansko skupnost, judovsko skupnost, sva rešila preko maila, nisem uspela do njih osebno priti. Šla sem raziskovati podporne skupine po svetu, ki dejansko preoblikujejo, če uporabim ta izraz, ki probavajo preoblikovati homoseksualne osebe v heteroseksualne, in to so izredno boleče izkušnje, in podporne skupine, ki podpirajo. In potem, kako se to prenaša na mlajše generacije. In rekel, to so bili taki momenti noter zajeti, ki si šla res v extra mile. Nekako začutila sem, to je ta mogoče tudi intuicija, ki se obračam. Ne glede na to, da delam v firmi, ki dela s podatki,
Jaz vedno pravim, podatki meni ogromno olajšajo in ogromno se odločam. V življenju je meni tista intuicija ključna. In pri vodenju ljudi, če vrnem se na to, ko smo vprašali, kaj je tudi eden izmed močnih karakteristik, intuicija. Ker jaz začutim, jaz preberem na obrazu in ko vidim, nekdo je čist down, nekaj ni, kakšen vodja mi je down, nekaj ni ok, gre. Peva, vsece, kaj je narobe. Jaz ko super, hvala ti, deva masko dol, kaj je narobe. A se mi vice, kaj je narobe. Ne? Da reagiraš. Super. Oziroma, kako ga nauči, da si sam pomaga. Da nisi pa ti njihova bergla. Ja. To je to opolnomočenje ljudi in jim dajati možnost, da imajo svoj glas. Ne, da so oni odvisni od mene. Jaz, ko grem na dopust, vse mora funkcionirati. Jaz na dopustu ne berem mailov, nisem dosegljiva za klice. Povem jim, če zapiraš deal za ogromno količino denarja, takrat me pokliču. Drugače pa vse mora funkcionirati. Ker to je zame, lider ni nekdo, ker zdaj pa sam, da sem jaz v pisarni in takrat vse funkcionira in če me pa ni, je pa cel razpust. To pomeni, jaz nisem opravila svojega dela. Stvari morajo funkcionirati tudi, če jaz zginem za pol leta. Ker to pomeni, da sem jaz postavila organizem, strukturo, ki zna funkcionirati, ki ima svoj glas, ki ve pravila, ki je opolnomočena, ki ve, kakšna je odgovornost, kaj je treba na koncu dneva narediti. In to je moj način vodenja. To je tisti delegiran. Delegiranje ni, da jaz zdaj svojih 100 mailov prepošljam, ti mi to. Jaz tako ne gledam kot delegiranje. Delegiranje je, da ljudje, ki jim pač nek test, ki jim dam, ki jim razložim, zakaj je tudi ta test, da da ta svoj buy-in, pa se challenge-ava včasih, pa mu še kaj dodatno razložim. Pa to je zame vodenje. Da pa človek tudi ve, ni me cel teden ali pa grem za 3 tedne na dopust, saj jaz vem, kaj moram delati, jaz vem, kdaj treba Katarino poklicati. Ker so samostojni. Kako pa ti pa recimo motiviraš svoje zaposlene, ker imaš ogromen 1 na 1, tako da dejansko jih že s temi pogovori verjetno spoznaš, veš, na katere nam rekel točke moraš pritiskati, ampak kaj je tisto, ki jih driva. Tako da, kako pa ti pa recimo? Zdaj, motivacijski faktori so zelo različni. Sprobavam iti na to, da pritisnem na to interno motivacijo, seveda tukaj tudi eksterna motivacija, ne? Kar pomeni, delaš prodajniki, vedno bo tukaj tudi incentive plani, ki jih pač motivirajo, da grejo tisti extra mile. Drugače pa jaz večji poudarek dam tudi na to primarno, to notranjo motivacijo, da to vzbudim. In to veliko s pogovori narediš, ker se ukvarjaš z ljudmi, da jih postaviš na nek development plan, na neko pot, da odpreva to pot, da se pogovarjava, kaj bi zdaj naprej, katero področje bi rad razvijal, kaj sem jaz detektirala. Da takrat, ko človek dobi ta občutek, tle nisem sam številka, tle nisem sam zato, da delam svoje plane, tle sem zato, da sebe razvijam. Takrat je eksplozija motivacije v človeku. Mogoče sem malo idealist. Tako, na momente absolutno. Se verjetno moraš biti malo. Moraš biti malo. Jaz sem tako, pol sem malo idealist, pol sem realista. Pol včasih malo preskakujem. Ampak močno verjamem, da globoko človeško vprašanje je, kaj je moje poslanstvo na tej zemlji. Glej otroke. Jaz ogromno učim od svojega otroka. Moj otrok je eden izmed mojih največjih učiteljev. On meni točno pove, kdaj ne znam ga poslušati, kdaj razgovorim stvari, ki jih popolnoma ne razume, ker to so ljudje brez filtra. Otroci so dobesedno nov filter. Kaj mi to govoriš, kaj to pomeni, pa zakaj mi pol tako rečeš, če veš, da ne razumem? Pa povej pol drugič tako besedo. Direkt, to je konstanten feedback. To niso konstruktivne kritike, to so kritike, če tako pogledaš. Dejansko, Ne pakirajo, ampak če se znaš učiti od tega, pa rečeš, okej. V bistvu si ne imaš prav, Jaz oskrat njemu tudi rečem, v bistvu imaš prav. Sorry, res ne vem, zakaj sem, ampak imaš prav. Me je ujel parkrat, mislim, je neverjeten retorika, tudi na momente je mal manipulator moj otrok. To bo še challenging, ampak dobro, ajde, je še v fazi kaj cute, če temu rečeva, ampak zna besede zelo dobro sebi v prid uporabiti. Se verjetno se uči najboljših, od tebe pa tvojega partnerja. Hvala, veš, I will take it as a compliment. Kje sva bila? Bila so, da si razlagali, da se učiš od njega, dejansko. Tako, in ko se ti učiš tudi, ko imaš malo odprto glavo,
pa se ti učiš od vseh, pa vidiš, glej, ta pristnost, ta iskrenost. Otroci, njih driva to. Oni se odkrivajo. Kaj je moje poslanstvo na zemlji? Kaj bom jaz, ko bom velik? Mene zanima zdaj to, mene zanima ono, oni preizkušajo, oni probavajo, oni fantazirajo. Moj otrok je, jaz bom vulkanolog, jaz bom potapljač, jaz bom gradil podmornice, jaz bom to, iščejo svoje mesto na zemlji. In se konstantno jih driva ta nagon po razvoju, po nečem boljšem. Mam, jaz sem dosti dober, zdaj bi pa probal rolarje, rad bi se to naučil, rad bi uno, pa fantazirajo, kaj bo enkrat, ko sem naučil plavati brez rokavčkov. Jaz sem otroku vidim. Pol pa se nekje, kada se v razvoju človeka to ugasne. Kada, ne vem, kaj nas malo poklop. Nekaj nas zabremze. Nekaj nas zabremze. Jaz probavam to spet malo požgati. Daj mi povej, en zelo zanimiv quote si izpostavila, Ja. ki sva se dopisovala, in sicer assumption is the mother of all mistakes. In ta je res nor. Tako da mi povej, kako si do tega kvota prišla, oziroma... Jaz sem sicer ta kvot uporabljala že 10 let, originalen je, ko sem ga jaz nekaj sem ga zasledila, assumption is the mother of all FFs, ne bom zdaj govorila sve preklinjati. Potem sem pa videla pri tem tudi Stratusu, ko smo bili, da so imeli na lepši izraz assumption is the mother of all mistakes. In pa sem rekla, očitno se uporablja v poslovnem svetu mistakes, ne bom razlagala FFs. Je ravno to je, predvidevanja. Raziskuj. Jaz sem po duši pač sociolog, mene zanima. Jaz izkopljem. Zdaj se učim, da so te tehnike kopanja malo nežnejše, da ni vse zakaj, ne? Ampak raziskuj, pet v globino z ljudmi. To je. Ne delati zaključkov na podlagi svojih predvidevanj. In ljudje tudi v komunikaciji predvidevamo. Tehniko, ki jaz ful uporabljam, pa mogoče bo liderjem prišla prav, jaz dostikrat, ko nisem ziher, kaj mi človek sporoča, rečem, če sem te prav razumela. Ne, kaj ti meni zdaj govoriš, ampak iz sebe grem. Če sem te prav razumela, je problem to, ali pa je priložnost v tem in tem, ali pa je izziv tukaj in tukaj. Ja, da vidim, a sva on the same page. Daj mi povej še, da greva še malo na te tvoje, na osebno življenje. Najljubša hrana, najljubša serija. Najljubša hrana je, napisala sem jih par. Od tašče zeljanice pa njen losos, od mami pomfri, pa solata. Mislim, da brez solate ne bi mogla živeti. Ne morem živeti samo od solate, ampak če ne vem, jaz sem svoje telo toliko navadila, da moram imeti res vsak drugi dan zraven hrane solato. Evo, in potem sodim, da je to moja najljubša hrana. Rečva temu tako, ja. Serija najljubša. Ray Donovan, pa VIP. Daj mi povej, kakšno knjigo, ki te je zaznamovala. Alamut, Življenje je tvoje od Louise Hay, pa nazadnje zdaj letale od Petersona 12 Rules for Life. Mi je tudi bila tako zelo zanimiva. Nisem je še končala, dolga je. Res je dolga. Tako da te tri so mi nekako, to se spomnim, ko sem spraševala, ko sem prav premislila, nima mene najljubše knjige, so mi pa pustile pečat. Drugače pa zelo rada berem Global, to je pač revija edina, na katero sem naročena, nija vedno časa prebrati vseh člankov, ampak to mi pa malo za sociološko dušo. Pa malo beremo psihološke kakšne članke, pa malo kaj se v svetu kaj dogaja, tako. Dobro, kje so pa kakšni tvoji najljubši mediji, ki jih spremljaš poleg te knjige? A so kakšen Harvard Business ali pa kaj takega? Ja, tako kar zasledim. Od teh v bistvu meni res mi je blizu ta Global, ker so pač tam je ful dobro mi ta Psychology Today, ko vidiš Atlantic Monthly, te mediji, ki so res zbrani te članki, da ne rabim jaz vse iskati. Ja. To. Na vsake toliko tudi pogledam Huffington Post, do pred časom so tudi Forbes veliko gledala. Pa ta, Harvard Business Review, pa čisto odvisno, če to daj zasledim. Okay. Tako da zelo se prepustim. Na LinkedInu tudi kar veliko pogledam, kaj kdo posta, pa potem, če mi kaj zanimiv, ko mi tak trigger, da mi pač vzbudi tisto zanimanje, pa si preberem. Tako. Daj mi še povej, preden zaključiva, kaj bi bili tvoji neki 3 nauki za naše poslušalce, pa me v mislih,
da te poslušajo od direktorjev uprav do zelo izkušenih vodij, do mladih vodij, do študentov, do akademikov, tako da imamo v bistvu kar lepo torto vseh oseb, Ja. lep kupček. Prva stvar, pa tudi ne vem, kje sem to prebrala, je, da ljudje si ne bojo zapomnili, kaj si rekel, ampak si jo zelo dobro zapomnili, kako so se počutili zraven tebe. In kot lider, bodoči lider, trenutni lider, za željo postati lider, naj te driva ta impact. Ampak impact se ne meri v količini znanja, pa koliko ti vse si zmemoriziran, pa koliko 1000 knjig si ti o vodenju prebral, pa vse veš, pa tako naprej. Impact se meri v tej tvoji kredibilnosti, v tvoji pristnosti, v tvojih izkušnjah, v odprtosti, da govoriš o teh izkušnjah, v tem, kjer si imel super prodajne rezultate, kakšne akcije si se spomnil, kako hitro si znal povezati ljudi, kako hitro si znal stvari iz ideje spraviti v realnost. To je ta impact, na tem gradi. Ljudje veliko radi s takimi ljudmi se srečujemo, ker ko ti enkrat si to, kar si, daš drugemu možnost in občutek varnosti, da je on to, kar je. In sprostijo se. Ko se ljudje sprostijo, pa pridejo crazy ideje, pol je thinking out of the box in ne jih tako judžati. Ker mogoče na začetku, ko bojo sproščeni, bo tudi prišla kakšna ideja, ko še rekel, ali pa kakšna beseda, ki mogoče ni primerna ravno za tvoje poslovno okolje, ne jih judžati. Pokaži jim drugačno pot. Bodi modrec. To je mogoče prva stvar. Druga stvar. To mi je rekla ena kolegica iz Srbije, to tudi po moje kakšen kvot, vsaka pot okoli sveta se začne s prvim korakom. In mogoče malo povezavi s tem je tudi kvot, mislim, da gre, tega jaz dostikrat rada uporabim, pa ne vem, če je 100% ta prav, gre pa nekaj v tem smislu. Danes je drugi najboljši dan za posaditi drevo, prvi bil 15 let nazaj. Ampak kaj ideš štarti danes? Ker se včasih ujamemo v ta mindset, kaj vse bi lahko drugače, pa itak smo zamudili vlak, pa ne vem, ali pa sem tik pred penzijo, imam brez veze, da se sploh še kaj mučim, ali pa ne vem kaj. Ne. Naredi prvi korak. Naredi in bod zadovoljen z malimi zmagami. Ne imeti samo v glavi, če bom tja prišel, pa bom imel tako funkcijo, pa ne vem, take benefite, karkoli, ko ljudje samo z tega vidika gledajo in samo, če bom tja prišel in to, takrat bom jaz zadovoljen. Razbi si na male cilje, če imaš to zelo razdeljeno karierno pot, razbi si na male cilje, pa uživi vsak dan, pa prepusti se toku. Ker mogoče ti to ni usojen, pa ti usojen nekaj boljšega ali pa nekaj večjega. Ne se v tej prepričanju te toliko ostre ciljne usmerjenosti limitira, da ne vidiš priložnosti drugje. Imej to širino. To mogoče kot druga. Ja, pa ta perspektiva, ne, ta širina, ki jo skozi izpostavljam, spoznavi sebe, da boš lahko spoznal druge. Če hočeš rešiti cel svet, najprej začni pri sebi. Če hočeš biti dober, v katerikoli funkciji opravljaš v svojem življenju, moraš biti najprej najboljši do sebe. Ker pol boš bil sposoben biti dober tudi do drugih. Jaz učim svojega 5 let pa pol starega sina, človek, katerega moraš imeti najrajši na svetu in ga najbolj spoštovati, si ti sam. In on to pri 5 letih pa pol reče sebe in pa vedno rečeva, zakaj, ker nočem, da se mu ego builda, ker s tem bo imel lahko rad tudi druge. Ja, ker ko boš ti pri sebi spoznaval, kaj so limite, kaj tebi ne paše, takrat začneš tudi respekt, spoštovanje do drugih graditi. Pa kje jaz, če sebe ne spoštujem, če sebe ne cenim, kako mi je spoštovala druge ljudi? Če sama sebe ne navdušam, pa ne nahajpam vsako jutro, kako mi jaz navdušila druge ljudi? Pa mogla fejkati. Točno tako. Pa mogla imeti maske na obrazu. To je pa zelo revno življenje, imeti maske na obrazu. Tudi če imaš ne vem koliko na računu, če ti vsako jutro zbudiš, pa moraš porabiti toliko energije, da ti sam nafejkaš, da uživaš v funkciji, ki jo opravljaš, ne glede na to, koliko imaš evrov na računu, kakšen avto voziš, to je zelo revno življenje. Bogato življenje je, kad ti rečeš, pa tle sem, kjer moram biti. V življenju se stvari zgodijo z razlogom, učitelj pride, ko mi je sredi, in ko zagusti, ko rata panika, ne bom reagirala, nekaj se moram naučiti.
Ker to mene samo vesolje challenge. In ko bom ta challenge prestopila, bom močnejša, bom modrejša, bom imela še večjo lahko inspiracijo za druge. In to tebe krepi kot liderja. Dobar, jaz sem navdušen, prevzet in res mogoče celo brez besed, ker meni je zelo težko zapreti usta. Tako da, Katarina, jaz bi se ti ful rad zahvalil za tvoje izkušnje, nasvete, poglede. Mislim, da bojo naši poslušalci res navdušeni, ker si res izjemna posameznica in si tudi vidi, da imaš ta, kako ti praviš, da pri svojih zaposlenih iščeš ta faktor X, ta neko piko na i, je ti absolutno imaš. Tako da jaz sem ful vesel, da si prišla, tako da hvala, Katarina. Evo, hvala.